Spoštovani predstavniki medijev, spoštovani vsi, ki nas spremljate po neposrednem prenosu, spoštovani generalni sekretar, spoštovani kandidat za namestnika. Lepo pozdravljeni na današnji javni predstavitvi kandidatov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Najprej bo nekaj o samem postopku izbire namestnika KPK povedal generalni sekretar, gospod Jan Kovačič, potem se vam bo predstavil magister Aleš Kocjan. Po njegovi predstavitvi bo seveda tudi čas za vprašanja za gospoda Kocjana in na koncu bo generalni sekretar povedal še nekaj informacij v zvezi s postopkom izbire predsednika KPK, kjer pa odločitev še ni bila sprejeta. Tako da, spoštovani generalni sekretar, predajam besedo. Najlepša hvala. Dober dan. Po odstopu sedanjega namestnika Davida... Se slišimo? Je zdaj bolje? Zdaj pa bo. Dober dan. Po odstopu sedanjega namestnika Davida Lapornika je predsednica Republike 22. septembra letos v Uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika oziroma namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Na javni poziv smo prejeli 5 prijav, ki so izpolnjevale pogoje, določene v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Postopek je v skladu s 3. odstavkom 9.a člena zakona izvedla 5-članska kandidacijska komisija, ki so jo sestavljali Urška Gorenc, imenovana s strani Ministrstva za javno upravo, Nina Ilič, imenovana s strani Krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij, Tomi Bahorič, imenovan s strani Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Jonika Marflak-Trontelj, imenovana s strani Sodnega sveta in Petra Apšner, imenovana s strani Državno-tožilskega sveta. Po izvedenem kandidacijskem postopku je komisija na abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika komisije, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. alineje 1. odstavka 9. člena zakona, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o njihovi osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije, uvrstila vseh 5 kandidatov, s katerimi je predhodno opravila tudi razgovore. Predsednica Republike Slovenije je podrobno preučila poročilo kandidacijske komisije, ki se ji ob tej priložnosti zahvaljujem v predsedničinem imenu za opravljeno delo. Predsednica Republike je preučila tudi prijavno dokumentacijo kandidatov ter njihovo dokumentacijo, v kateri so strokovno utemeljili razloge strategije razvoja in dela komisije in pa tudi njihovo uporabnost in izvedljivost za čas trajanja mandata. Na tej podlagi je Urad predsednice Republike Slovenije povabil kandidata magistra Aleša Kocjana, da svojo strategijo javno predstavi ter poda morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Kandidacijska komisija je magistra Kocjana po pogovoru z njim ocenila kot dobro strokovno usposobljenega in osebnostno zelo primernega za opravljanje funkcije. Magister Aleš Kocjan je univerzitetni diplomirani novinar in magister politologije. Zaposlen je na Radiu Slovenija v uredništvu zunanje političnih oddaj, v preteklosti pa je bil med drugim tudi urednik uredništva notranje političnih in gospodarskih oddaj. Za izstopajoče dosežke na področju novinarstva za leto 2022 je prejel priznanje RTV Slovenija. Magister Kocjan poslanstvo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije razume kot komplementarno svojemu dosedanjemu delu, saj, kot poudarja, komisija temelji na enakih načelih in vrednotah, ki jih zagovarja, kot neodvisen organ pa je tudi branitelj in zagovornik javnega interesa, transparentnosti in vladavine prava. Poslanstvo komisije vidi v krepitvi delovanja pravne države, integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije ter odpravljanja nasprotja interesov. Njegov življenjepis s podrobnejšimi informacijami ste prejeli v gradivu, ki je tudi pred vami. Kandidacijska komisija je v poročilu zapisala, da je magister Kocjan izkazal dobro poznavanje sistema in delovanja organov državne uprave ter javnega sektorja in zelo dobro poznavanje delovanja, pristojnosti in nalog Komisije za preprečevanje korupcije. Kandidat poudarja pomen preventivnega delovanja komisije in proaktivnega odzivanja na družbene pojave ter zagovarja povečanje sodelovanja s civilno družbo in nevladnimi organizacijami s ciljem vloge komisije kot varuha javnega interesa. Poudarja tudi pomen kvalitete odločanja komisije, ki mora prestati preizkus na sodiščih.
Magister Kocjan v središče strategije razvoja in dela komisije postavlja krepitev zavezništva z javnostjo, zato mu v nadaljevanju predajam besedo, da v skladu z zakonom predstavi svojo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije, nato pa bo na voljo za vaše vprašanja in morebitna dodatna pojasnila v zvezi s kandidaturo. Magister Kocjan, izvolite, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem in hvala za udeležbo. Torej, predstavil bom nekaj poudarkov iz strategije, ki sem jo predložil kandidaturi. Učinkovito spoprijemanje s korupcijo je tek na dolge proge, ki zahteva vključenost in sodelovanje celotne družbe. Saj posledice korupcije, kršitev integritete in nasprotja interesov občutimo vsi na način, da dobimo slabše in dražje javne storitve. Komisijo za preprečevanje korupcije vidim na tej poti kot središčno točko boja proti korupciji v širšem smislu. V krepitvi pomena integritete in transparentnosti ter splošnega zavedanja, da so ravnanja, ki predstavljajo odklon od etičnih in moralnih norm ali ravnanja, ki ustreza definiciji korupcije, družbeno nesprejemljiva, saj povzročajo škodo celotni družbi. Poleg preventivne funkcije Komisije za preprečevanje korupcije, ki se pogosto bolj izpostavlja, vidim nadzor kot pomembno komponento izvajanja pristojnosti komisije, saj je komisija zagovornik javnega interesa. In v tem pogledu tudi nadzorni organ zaznavanja kršitev integritete, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja, kršitev lobiranja ter prepoznavanja sistemskih korupcijskih tveganj in tudi ravnanj, ki ustrezajo definiciji korupcije, za kar sta v nadaljevanju pristojna tožilstvo in policija. Zato kot enega od ciljev svoje strategije razvoja in dela komisije navajam tudi povečano učinkovitost nadzorne funkcije komisije. To se bomo trudili doseči z naslednjimi prizadevanji. Poleg odkrivanja kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije se bomo še naprej osredotočali na preprečevanje korupcije z odpravljanjem sistemskih slabosti, kot to predvideva akcijski načrt, ki izhaja iz resolucije za preprečevanje korupcije, ki je bila sprejeta letos v Državnem zboru. Pri tem bomo še tesneje sodelovali s strokovnjaki in civilno-družbenimi organizacijami pri prepoznavanju in zapiranju pravnih in administrativnih lukenj, ki omogočajo koruptivna ravnanja. Nadzorno funkcijo bomo učinkovito izvajali na način, da bomo dosledno sankcionirali kršitelje in analizirali korupcijska tveganja na sistemski ravni, denimo s pomočjo analize lobističnih stikov in nadzora premoženjskega stanja. Medijska pozornost je v večji meri osredotočena na poročanje o ugotovitvah komisije v posameznih primerih, v glavnem seveda bolj odmevnih, ko gre za postopke ali nadzor nad bolj izpostavljenimi zavezanci, manj pa pri analiziranju in ustreznem problematiziranju korupcijskih tveganj, ki obstajajo na sistemski ravni. Zato bomo tudi sledili učinkom prizadevanj komisije po objavi sistemskih analiz korupcijskih tveganj in priporočil komisije v različnih sektorjih javne uprave ter javno objavljali dosežene učinke. Želim si tudi, da bi pripravili nekatere predloge sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer tako, da bi ta omogočal sankcioniranje kršitve integritete, kajti trenutno zakon tega ne predvideva, obstaja sicer sankcija v zakonu o Slovenskem državnem holdingu, vendar pa menim, da bi bilo treba neke sankcije zapisati tudi v zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, denimo prepoved imenovanja na javno funkcijo ali pa na nadaljnje zaposlitve v javnem sektorju v primeru ugotovljene kršitve ali pa neupravičenost do nadomestila po poteku mandata. Želim si tudi, da bi zakon določil obvezo javnih institucij do odgovora s časovnico glede implementacije priporočil komisije. Poleg neodvisnosti, ki jo komisiji zagotavlja pravni okvir, je za strokovno in profesionalno delo komisije ključno zaupanje javnosti v komisijo. Tega ne more zagotoviti pravni okvir, zato si mora komisija zaupanje pridobiti s profesionalnostjo, strokovnim delom in zgledom. Da bi zaupanje v KPK dodatno krepili in hkrati dvignili zavedanje ljudi o pomenu kršitev integritete, si bomo prizadevali naslednje. Intenzivno bomo komunicirali z javnostmi, okrepili strateško komuniciranje na način, da bomo predstavljali analize in trende na področju preprečevanja korupcije, ne le ugotovitev komisije,
S tem pristopom pričakujem, da bomo krepili opaznost organa v družbenem prostoru in hkrati spoznanje, da se komisija ukvarja z relevantnimi vsebinami. Še naprej bomo krepili sodelovanje z nevladnimi organizacijami in mediji za ozaveščanje pomena integritete in transparentnosti, kajti tako medije kot nevladni sektor vidim kot pomembne zaveznike komisije pri podpori standardov, ki jih komisija z ugotovitvami in priporočili postavlja. In seveda skladno z akcijskim načrtom, ki kot sem že omenil, izhaja iz resolucije, bomo še naprej krepili uporabo načrtov integritete. Želimo tudi nadaljevati delo z mladimi. To so vse ukrepi, ki jih komisija že izvaja. Ozaveščanje o pomenu integritete v šolah in ozaveščanje o pomenu skrbnega razmisleka o skupni prihodnosti. Podobno kot je pri mladih vse bolj prisotno zavedanje o pomenu varovanja okolja in usodnosti podnebnih sprememb, mora postati del zavedanja mladih tudi prepričanje, da neodgovorno, neintegritetno in koruptivno ravnanje škodi celotni družbi in skupni prihodnosti. Nadaljevali bomo tudi sodelovanje z gospodarstvom, kjer so bili temelji že postavljeni s podpisom sporazuma o izogibanju nepoštenim poslovnim praksam in s tem tudi seveda še naprej krepili zavedanje o pomenu poštenih poslovnih praks. Zavedam se mandata Komisije za preprečevanje korupcije, ki izhaja iz zakona o integriteti. Verjamem, da je mogoče mandat dosledno izvajati kot zavzet kolektiv, zato si bom kot član senata prizadeval, da komisija funkcionira kot ekipa, ki stremi k istemu cilju in kjer uspešno delo razumemo kot rezultat prizadevanj vseh zaposlenih. Predstava o družbi z ničelno stopnjo tolerance do korupcije je morda idealistična, a to nas ne sme odvrniti od stremljenja k demokratični družbi z visoko stopnjo odgovornosti in integritete v procesih odločanja o javnih zadevah ter preprečevanja ravnanj, ki pomenijo kršitve že naštetih institutov. Komisija se zaradi izvajanja svoje funkcije pogosto znajde na udaru različnih centrov moči. Odzivi pa kažejo, da pogosto ti centri moči ne razumejo ali še huje, nočejo razumeti vloge in poslanstva komisije, kot to določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Pogosto lahko slišimo, da komisija s svojimi ugotovitvami in priporočili presega svoja pooblastila, ki pa so jasno opredeljena v zakonu. In vse to našteto kaže, da je boj proti korupciji v kulturnem okolju, ki ga zaznamuje tranzicijska politična kultura, nadvse zahteven. Zato verjamem, da je pred komisijo zahtevno obdobje. Pri vodenju komisije bo za obrambo njene integritete in ugleda potreben pogum, odločnost, načelnost in profesionalizem. Kot novinar sem vedno ščitil svoje vire, z informacijami sem ravnal skrbno in objavljal le vsebine, ki so v javnem interesu. Z institucijami in sogovorniki na izpostavljenih položajih, s katerimi sem pri novinarskem delu sodeloval, sem ohranjal profesionalen in korekten odnos in nikoli se nisem uklonil političnim in drugim pritiskom. Svoje vrednote in načela sem ves čas aktivno branil tudi z javno besedo. In z enako predanostjo sem pripravljen pomagati KPK pri krepitvi delovanja pravne države, kulture integritete in transparentnosti ter preprečevanja korupcije in odpravljanja nasprotja interesov. V tem pogledu razumem delo na KPK, kot je že omenil generalni sekretar, kot komplementarno svojemu dosedanjemu delu, saj vloga komisije v naši družbi temelji na enakih načelih in vrednotah, kot jih zagovarjam osebno in profesionalno kot novinar in kot narekujejo tudi etični in profesionalni novinarski standardi, zapisani v našem kodeksu. Zaenkrat oziroma za konec še enkrat poudarjam, da učinkovito spoprijemanje s sistemsko korupcijo zahteva delovanje in sodelovanje celotne družbe. Zato je treba vse deležnike v protikorupcijska prizadevanja aktivno vključiti in krepiti zavedanje, da je protikorupcijska ozaveščenost civilizacijski standard, ki ščiti javni interes. Hkrati pa je treba dosledno in nepopustljivo izvajati njeno nadzorno funkcijo. Na tej trnovi poti je treba vztrajati z odločnostjo, doslednostjo, pogumom, avtonomno in neodvisno držo ter branjenjem temeljnih načel, na katerih temelji poslanstvo KPK. Vse do cilja vzpostavitve družbenega okolja, v katerem bo integriteta temeljni standard. Hvala lepa. Hvala, gospod Kocjan.
Zdaj pa kot rečeno, če so vprašanja strani novinarjev, ki ste prisotni za gospoda Kocjana, je beseda vaša. Jaz bi se sam prosil, da z dvigom roke poveste, kdo bi zastavil vprašanje, se predstavite, iz kje prihajate. Izvolite. Na izvodu televizija Slovenija, gospod Kocjan, v bistvu me zanima, govorili ste že o viziji, govorili ste tudi o vplivih nekaterih centrov moči, pa ne bova aktualizirala, pa vendarle, kako razumete določene, morda včasih pavšalne trditve v javnosti, da je KPK brezzobi tiger, kje je tukaj prostor, recimo, da bi KPK še izboljšali in ali trenutno vodstvo KPK-ja uresničuje ta del tudi vaše vizije? No, če začnem pri koncu, jaz seveda podpiram vizijo, ki je nastala pod aktualnim oziroma senatom pod vodenjem predsednika dr. Šumija. Sicer se tudi ne bi odločal za kandidaturo, če ne bi verjel v komisijo kot institucijo in tudi njeno trenutno vodstvo. Kar zadeva to krilatico, ki se nenehno pojavlja v publicističnem jeziku, torej da gre za brezzobega tigra, se s tem ne morem strinjati, kajti v preteklosti je komisija oziroma so zaradi odločitev komisije se dogajale zelo drastične, tudi politične posledice. Sicer pa lahko povem, da ima komisija kot nadzorni organ in kot preventivni organ za preprečevanje korupcije izjemno močna pooblastila za izvajanje nadzora. In z ustrezno profesionalno predanostjo je mogoče izvajati te pristojnosti in pooblastila na način, da pač komisija tudi pokaže zobe. Moramo pa razumeti, in to je pogosto v javnosti spregledano ali pa premalo razumljeno, da je komisija, tako kot sem povedal, preventivni organ. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije je določil jasne procesne razmejitve med delom komisije na eni strani in organi pregona na drugi strani. Komisija že iz imena izhaja, je komisija za preprečevanje korupcije, ne za procesiranje ali preganjanje korupcije, in pomembno je, da naslavlja sistemsko korupcijo na državni ravni z svojimi ugotovitvami, priporočili, z odkrivanjem sistemskih korupcijskih tveganj in da ta tveganja s svojimi aktivnostmi tudi odpravlja. Kajti to so področja, ki jih torej kazenska zakonodaja ali pa policija in tožilstvo ne morejo odpraviti. Tudi pri teh primerih ne gre nujno za kazniva dejanja, gre enostavno za okolje, ki je v Sloveniji specifično zaradi majhnosti. In če spomnim na večkrat izrečeno mnenje ali pa izjavo nekdanjega predsednika komisije, gospoda Klemenčiča, je Slovencem konflikt interesov ravno zaradi te majhnosti položen že v zibelko. Tako da tukaj vidim priložnosti za to, da komisija tudi skozi svoja priporočila izvaja ustrezno svoje pristojnosti in da pač v javnosti damo jasno vedeti, da je to preventivni organ, ki pa mora biti ustrezna mešanica preventive in tudi mišic. Ja, lep pozdrav, Katarina Bolatovič, STA. Najprej eno tehnično vprašanje za predstavnike urada, če smem, da ne bo nesporazumov. Torej, danes se je predstavil gospod Kocjan, ali to lahko razumemo, da bo predsednica gospoda imenovala do srede, glede na to, da ne bo drugih kandidatov, in v kateri fazi je imenovanje predsednika KPK-ja? Oziroma, kdaj se bodo kandidati predstavili? Bom najprej odgovoril na vprašanje glede magistra Kocjana. Tako je, njega je kandidacijska komisija, kot sem že povedal, ocenila kot zelo primernega in strokovno dobro usposobljenega za opravljanje funkcije, zato smo mu dali priložnost, da se javnosti tudi predstavi, na to pa bo predsednica Republike podpisala ukaz o imenovanju magistra Kocjana na funkcijo, in sicer to bo predvidoma že danes, nastopil mandat pa bo 1. januarja 2026 in njegov mandat traja 5 let. Za predsednika KPK? Bomo pa v nadaljevanju, če se strinjate.
Ok, hvala. Zdaj pa, če smem še za Aleša, pozdravljeni. Mogoče v javnosti je pogosto slišati, da je komisija, kljub temu, da veliko naredi za ozaveščanje, premalo učinkovita oziroma da določene postopke melje predolgo. Kako bi spodbudili to učinkovitost? In pa dejali ste, da se želite zoperstaviti političnim pritiskom. Kako? Ok, bom spet začel od zadaj. Političnim pritiskom se bom zoperstavljal tako kot do sedaj, kot se jim kot novinar. Pač vemo, da je to del posla in razumemo, da se pojavljajo, ampak se na nje ne odzivamo oziroma jih ignoriramo, ali kako ne rečem. Zdaj, kaj je še bilo, oprosti, kaj je še bilo vprašanje? Aha, učinkovitost pa postopki. Ja. Dobro, zdaj postopki pred KPK-jem moramo razumeti, da so precej kompleksni in potekajo v skladu oziroma morajo potekati v skladu z zakonom o upravnem postopku in hkrati tudi zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Pomembno je, da so v teh postopkih zagotovljena vsa procesna jamstva za vse vpletene, še zlasti seveda za zavezance, ki se znajdejo v postopkih, da so tudi zanje zagotovljene ustrezne pravice. Tako da to je ena stvar in pomembno je, da se v teh postopkih ne dogajajo procesne napake, da tudi ti postopki, bom rekel, preživijo morebitne upravne spore na upravnem sodišču. V preteklosti smo že bili priča, ko so neki odmevni postopki zaradi procesnih napak bili na upravnem sodišču torej povoženi in potem, ko so v nadaljevanju bili izpeljani do konca v skladu z zakonom, je javnost na nje že pozabila. V zadnjem obdobju je komisija na tem področju naredila pomemben napredek, kar zadeva profesionalnost in izvajanje ali pa vodenje postopkov. To dokazuje tudi 28, mislim da ali 29 pravnomočno ugotovljenih kršitev integritete v zadnjih nekaj letih. To pomeni, da so te ugotovljene kršitve prestale upravne spore. In v tem pogledu je bolj kot hitrost pomembno, da so ugotovitve, pa bom spet citiral nekoga, nekdanjega ustavnega sodnika, vodotesne. Sem še enkrat ponovil to. Predstavitve se izvaja za kandidate, ki so bili izbrani. Zato je pač samo magister Kocjan tu. Zdaj glede namestnika smo na začetku povedali, glede predsednika KPK smo na začetku seveda povedali, da odločitev še ni bila sprejeta, zdaj bo pa več povedal generalni sekretar. Hvala lepa. No, tako kot smo že odgovorili, predsednica republike bo podpisala ukaz o imenovanju magistra Kocjana za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Svoj 5-letni mandat bo nastopil 1. januarja 2026. V nadaljevanju pa še nekaj informacij o postopku imenovanja predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Kot ste seznanjeni, sedanjemu predsedniku komisije, dr. Robertu Šumiju, mandat poteče 31. marca 2026. Obvestilo o poteku mandata smo skladno z zakonom v uradu predsednice republike prejeli 19. septembra letos. Predsednica republike je 22. septembra v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika oziroma predsednico Komisije za preprečevanje korupcije. V roku smo prejeli 3 kandidature. Kandidacijska komisija je opravila pogovor z vsemi 3 prijavljenimi kandidati in je predsednici republike predala poročilo o opravljenem delu. Urad predsednice republike pa je o tem tudi obvestil javnost.
Po preučitvi poročila kandidacijske komisije ter vseh formalno popolnih prijav kandidatov, skupaj z njihovimi strokovno utemeljenimi strategijami razvoja in dela komisije ter tudi njihovo uporabnostjo in izvedljivostjo za čas trajanja mandata, je predsednica republike s kandidatoma, ki sta bila ocenjena kot zelo primerna, opravila tudi pogovor. Odločitev pa bo sprejela v roku, torej do srede 3. decembra 2025 in o njem bomo tudi obvestili javnost.